V boj puntarski sinovi, nova pravda zdaj na svetu raste. Nova pravda za vse večne čase, za rodove vse, ki so pred nami, za grobove bratske med gorami. Spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, spoštovani župan občine Miren Kostanjevica Mavricij Humar, spoštovani župani vseh sosednjih in zamejskih občin, spoštovane poslanke in poslanci, svetnice in svetniki, spoštovane dame in spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na tradicionalnem prvomajskem srečanju Opatje selo 2022. Na letošnjem jubilejnem praznovanju se bomo sprehodili čez spomine na nekaj manj kot 50 veličastnih predstav. Že verzi, ki ste jih slišali na začetku, so bili del programa prvomajskega srečanja pred 50 leti. Tudi današnji praznik bo priložnosti primerno, bogato kulturno obarvan, ima tudi močno noto čezmejnega povezovanja in ravno glasba je tista, ki ne pozna meja. Zato nam bodo danes slavnostni program popestrili in obogatili odlični glasbeniki, moški in mladinski zbor Kras, vokalna skupina Glas, vokalni trio Le Dive, očarljive dame, ki se rade poigravajo z glasovnimi barvami. Veseli smo, da je z nami tudi glasbena ikona Anika Horvat, pa diplomirana ekonomistka, a vendar je glasba tista, ki jo spremlja že od mladih nog, Mojca Rusjan, in pa eden tistih glasbenikov, ki ga kljub mladosti na domači glasbeni sceni spremljamo že kar nekaj let, Aleks Volasko. Vsi te čudovite vokali pa bodo zazveneli še lepše ob spremljavi Big Banda Nova pod taktirko Blaža Pahorja. Lahko zaproskamo. Sedaj pa k pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Miren Kostanjevica, gospoda Mavricija Humarja. Prosim. En lep in prisrčen pozdrav vsem skupaj. Seveda še posebej pozdravljam današnjega slavnega govorca, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Kovšca. Spoštovani, zelo sem vesel, da smo lahko po 2 letih prekinitve praznovanja 1. maja tukaj v Opatjem selu se letos zopet zbrali. Vesel sem, da danes lahko tukaj po 50 letih, odkar je bilo prvo praznovanje, zopet množično se zberemo, se podružimo, se pogovorimo, izmenjamo svoja mnenja. Vesel sem, da danes tukaj v Opatjem selu smo zbrani ljudje različnih generacij.
In prav to je tisto, kar je Opatje selo od zmeraj bilo značilno, za Opatje selo bilo zmeraj to značilno, predvsem pa to, da smo počastili praznik dela. Ljudje praznujemo različne praznike, tako osebne, državne, meddržavne, vendar praznik dela je tisti praznik, ki ga praznujemo po celem svetu in prav je, da se zavedamo, kakšna vrednota delo je. Mogoče se tega zavedamo premalokrat. In zato je prav, da ga praznujemo tisti, ki so zaposleni v gospodarstvu, v negospodarstvu, kmetje, obrtniki, samozaposleni in pa tudi delodajalci. Namreč prav tam v tistih družbah, kjer je delo kot vrednota na dovolj visokem nivoju in so ljudje, ki so zaposleni v primernih delovnih kolektivih, v primernih okoljih in tudi primerno plačani, potem ustvarjamo klimo, ki je pozitivna za tiste, ki živimo v določenih krajih, tako tudi za tiste, ki k nam prihajajo kot turisti ali gostje. In prav zaradi tega so pomembna taka praznovanja, kot je današnje. Jaz bi se ob tej priložnosti rad zahvalil vsem tistim še živečim in pa tudi v spominu na preminule, ki so organizirali prvo prvomajsko proslavo tukaj v Opatjem selu. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste v vseh teh letih pripravljali ta prvomajska srečanja in pa seveda tudi vsem, ki ste nam danes pripravili to prvomajsko srečanje, kateremu smo sedaj priča. Prepričan sem, da bomo tukaj odšli domov zadovoljni. Kot sem rekel, tukaj je srečevanje več generacij. Veliko je spominov, veliko je obujanja spominov. Je pa tudi tkanje novih vezi, ki so namenjene jutrišnjemu dnevu. In prav to, da gremo iz praznovanj zadovoljni, optimistični in smelim pogledom na jutri, je tisto, kar nam daje zagotovilo, da bo naš dan jutri miren in krasen. Zato vam ob koncu tega mojega kratkega nagovora čestitam ob prazniku dela, 1. maju, naj živi 1. maj.
Hvala lepa vsem glasbenikom iz vrha Nebotičnika, pa se silimo še više k slavnostnemu govorniku. Dame in gospodje, z nami je predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, ki ga vljudno vabim k besedi. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, pozdravljeni opajke in opajci, cenjeni župan gospod Maurici Humar, cenjeni župan občine Doberdob in ostali županje sosednjih in čezmejnih občin, spoštovani vsi visoki gostje, nastopajoči in vsi tukaj zbrani od blizu in daleč. V veliko čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta, na tako pomembnem, tradicionalnem praznovanju 1. maja, praznika dela v Opatjem selu. Danes praznujemo vsi, skoraj ves svet, Slovenija, Opatje selo. Vse v spomin na krvave proteste leta 1886 v Chicagu, ko so delavci, organizirani v delavske organizacije, protestirali za 8-urni delovnik, za pravično plačilo in za človeka dostojno delo. Praznovanja delavskega praznika z značilnimi množičnimi zborovanji in kresovanji ter rdečimi nageljni so se ohranila vse do danes. Se je pa v vseh teh letih odnos do dela, delavcev in časa vrtoglavo spreminjal. Včasih na boljše, včasih na slabše. Sam se raje kot v preteklost oziram v prihodnost. Zato bom tudi današnji nagovor usmeril bolj vanjo. Delo je že vso zgodovino povezano z bistvom človeka in skupnosti, a danes pogosto kot nekaj samoumevnega, nevrednega nekega širšega družbenega diskurza v moderni družbi. Na kaj torej najprej pomislimo ob besedi delo? Služba, obveznost, garanje, izgorelost, varnost, upokojitev, priložnost, preživetje. In če ste med srečnimi izbranci, morda celo veselje, izpolnitev, smisel. Pogosto slišimo, da je danes delo razvrednoteno, ali da se ga dovolj ne ceni, beri plača, ali pa da se ne splača delati, se je ugodneje in po poteh socialnih pomoči, kot se izgarati na slabem delovnem mestu. Vsa takšna in podobna razmišljanja so legitimna. Pa vendar se moramo kot družba, ki stavi na razvojne potencijale, zelena delovna mesta z dodano vrednostjo in tehnološki napredek s poudarkom na digitalizaciji, resno in poglobljeno pogovoriti o tem, kaj je vredno našega sobivanja, kaj nas plemeniti in osmišljuje in kaj nam prinaša več sreče, izpolnitve ter zadovoljstva. Globalni problemi so tako zelo razsežni ter večplastni, da se pred njimi ne moremo skriti, še manj zapreti in izolirati v tej naši majhni Sloveniji. Vsak zakaj ima svoj zato, vsak vzrok svoje posledice in kar kot odločitev sprejmemo danes, bo imelo svoj vpliv na prihodnost. Zato je prav in na mestu, da v prazniku dela priznamo njegovo izjemno vrednost. Res je, navkljub pravni varnosti, zaščiti dela, delavca in delovnega mesta, se še vedno srečujemo s krivicami, zlorabami in izkoriščanjem. Živimo v državi, ki je uspelo epidemijo premagati brez ostrih rezov v gospodarstvu. Imamo najnižjo brezposelnost v zgodovini in imamo gospodarstvo v boljši kondiciji, kot ga imajo druge, bolj razvite, večje evropske države. Eden od pomembnih razlogov je tudi ta, da smo Slovenci že od vekomaj znani kot priden, deloven in marljiv narod. Narod, ki ne tarna kar tako, ki zna stisniti zobe, da bi nam bilo enkrat boljše in lepše. Ironično pa je, da smo se kljub temu znašli v situaciji, ko se je med nami povečala revščina. Povečal pa se je tudi prepad med bogatimi in revnimi. Ljudje delajo več in dlje,
se življenjski standard terja preveč. V ceni je zdravje ljudi, vse več je izgorelosti, ni več časa za družino, tempo pa se iz dneva v dan stopnjuje. Poznam veliko srečnih in aktivnih starostnikov, ki jim je dano, da delajo, kar jih osrečuje in jim da zdravje. A poznam tudi veliko nesrečnih in neaktivnih mladih, saj nimajo pogojev, da dobijo delo, ki jih osrečuje in da lahko z delom preživljajo sebe, kaj šele svojo mlado družino. Ti družbeni paradoksi so odsev nekega stanja neodgovornosti, pomanjkanja vizije in strategije ključnih deležnikov v državi, ki po vrhu niso sposobni niti dostojnega medsebojnega komuniciranja. Zgledi vlečejo, pravi stara modrost, in naj dodam v eno in v drugo smer. Zato moramo še bolj spodbujati družbo aktivnih državljanov, podjetja z visoko družbeno odgovornostjo ter politiko z visokimi etičnimi standardi. V družbi, kjer se ceni mojstrstvo, kjer se ceni ustvarjalnost, kjer se ceni iznajdljivost, kjer se ceni marljivost, kjer se ceni znanje, v taki družbi bodo uspevali srečni in zadovoljni posamezniki. In k taki družbi težimo. Spoštovani, rad obiščem vaše prelepe kraje. Navdušen sem nad sposobnostjo in odločnostjo župana Mavricija Humarja, ki je v teh nekaj letih naredil velik zelen preboj v smeri razvoja lokalnih zgodb in tudi globalne prepoznavnosti. V vaši občini se veliko dela. Ne samo dela, tudi veliko naredi. Še posebej me veseli, da ste naklonjeni razvoju gospodarstva, obrtnikom in kmetom, da gradite dobre in uspešne lokalne zgodbe preko medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Rezultati dobro opravljenega dela so vidni tudi v Ljubljani in drugje po svetu. Še najbolj pa me radosti, da je v vaši sredini vse več mladih družin, ki prepoznavajo občino kot dobro in zdravo okolje za začetek svojih novih poti. Prepričan sem, da je delo, ko so enkrat vidni njegovi sadovi, poplačano s hvaležnostjo in z dobrim. Sej to nas žene v nov ciklus idej, načrtov, investicij, projektov, od katerih na koncu vsi nekaj pridobimo. Za lepši jutri. Naj si za zaključek sposodim misel francoskega pisatelja Gustava Flauberta, ki pravi: naposled je delo še najboljše sredstvo, da si polepšamo življenje. Gospe in gospodje, pravimo, da je delo vrednota. Še večja vrednota so pridne roke, bistre glave in zadovoljni ljudje. Živel 1. maj, praznik dela, preživite ga veselo, sproščeno in zabavno, to ste si zaslužili. Hvala.
Zdaj pa, dame in gospodje, zborom Kras in glas pod mentorstvom gospoda Pavla Pahorja, Sima pa Big Benches. Glede glasbe imajo monopol. Tako, gospe in gospodje, zagotovo je marsikoga od vas ob teh skladbah zagrabila mal nostalgija in ste se začeli spominjati, kako so se v vseh teh 50 letih praznovala prvomajska srečanja v Opatjem selu. Pa se dajmo mal spomniti prvih srečanj s sogovorniki, ki so ustvarjali vsebine in bi z nami morda podelili nekaj zabavnih prigod. Tako da, gospe in gospodje, v mojo družbo bi povabil bivšega župana, gospod Martin Zlatko Marušič. Lepo prosim, če se mi pridružite tukajle v tejle krasni družbi glasbenikov. Če ne bi bil dež, bi se nas pol poti lahko srečala, tako morate pa do odra prideti. Dobar dan in lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Muzikanti, ja. Lahko enkrat, če zaploskamo glasbenikom, gospe in gospodje. Še enkrat. Tako na pobudo bivšega župana. In saksofonista od Laposov, ki je igral 30 let na 1. maju. Odlično. Gospodu se bomo še posvetili kasneje. Gospod bivši župan oziroma gospod Marušič, dajte mi povedati, bili ste župan koliko let? Bil sem 20 let. 20 let. 5 mandatov. 5 mandatov. Kjer je pa tista zgodba, no, ko bi jo recimo delili z nami, ki se vam je pa res nekako usedla v srce, ko ste praznovali 1. maj tukajle. A imate kakšno zgodbo tako zanimivo? Ja, dosti zgodb je zanimivih. Zdaj bomo pa povedali, da smo po 1 uri igrali nogomet Laposi napram organizatorjem. Rezultat je bil po moje 0-0. Ne vem, če smo na male gole smo imeli. To ste po noči igrali? Po noči ob eni, bilo je enako število ljudi kot danes, še zmeraj ploskalo in tako da smo bili dejansko več publike kot na nogometnih tekmah. Odlično. Je tako? Ja, evo. Dobil sem eno informacijo iz Fursa, da ste menda švercali čez mejo. Kavo pa plastičen pribor. Ja, saj švercer je tukaj, sem prepričan. Ja, bomo priznali. Neka pol država pol oprosti. Ja. To prvi švercer je pripeljal kofe 1972 in sicer štarancana in celo plastične kozarčke. V najboljših letih smo porabili od 20 do 22 kilogramov kave. Kofe je pa moralo dešeti, ker ni bilo bistveno, da je bilo dobro. Važno, da je dišalo, da so ljudje hodili tja v barako. A pa se pravi, koliko je to kao, koliko se kofe to popili, koliko je to bilo? Kofeto smo popili okoli 18 do 20 tisoč. In seveda, če veš, kaj je koreto? Koreto? Koreto. Ja. Ti moraš znati, to je sto šnopce, ne? Ja. No, ker ni to, gospod Marušič, to se hotel vprašati. Jaz sem že kar ene par žurk dal v življenju čez. Pa na koncu še nikoli nismo hvalili, koliko kafeta smo spili. Zakaj tu pravzaprav gre? Kofe, naše prosvetno društvo je takrat pač imelo kofe, in seveda in s tem smo si tudi, da je bil pevski zbor, se je oblikal in to, tako da smo imeli seveda kofe. Je pa tam bilo po 7 šankov in tam na koncu so bili tudi gasilci. Rekord je bil pa, se mi zdi, Žaro, to je gostilna v Kostanjevici na Krasu, kjer od 11. ure do 1 po polnoči je stočil 300 litrov terana. En aplavz. Zdaj, kokta ne vem, če je 300 litrov, ampak terana je šlo. Zdaj ne vem, a imamo tukaj eno sliko že? Ne, Libava. Aha, poznate tega gospoda? Gospod Marušič. Ja, to so bili Beatlesi, ki so prišli enkrat sem. Smo jih povabili, ne? Še eno resno, no moram reči, da v 70-ih letih so bili naši sindikalisti, goriški, pač vabljeni v Italijo.
tam so bile množične, bi rekel, delavske manifestacije in so se odločili, Jože Šušmelj, ki je tudi lahko med nami, ki je bil predsednik sindikata, so se odločili, da pač bomo tudi mi naredili kontra malo in seveda so iskali lokacije, to je bil Veljko Jelaska in Jože Pahor. Lokacija naj bila pred mestno občino Nova Gorica, Banjško-Trnovska planota, Lijak in Opatje selo. In seveda izbrali so Opatje selo in mislim, da niso falili. Je tako? Absolutno. Gospod Martin Zlatko Marušič, iskrena hvala, da ste podelili vse te spomine danes na tale praznik tudi z nami in hvala lepa. Ja, zaključna misel, da včeraj pač nisi nastopal, oddaje, ker si samo pripravljal za danes, je tako? In če bi bila ta oddaja, bi mogel jeti gledati, tako smo bili pa do 2 popolnoči, ja, smo lepo vzdihavali maj. In srečno in čestitka za praznik dela. Naj živi 1. maj. Delu, čast in oblast, je bilo napisano. Iskrena hvala, gospod Marušič, hvala lepa. Hvala lepa. Še enkrat iskrena hvala, da je gospod Marušič podelil vse te lepe spomine z nami. Novinar časopisa Dela Igor Tratnik je leta 1973 obiskal nekaj dni pred prvomajskim srečanjem Opatje selo in opravil zanimiv pogovor z domačini. Seveda je obiskal tudi šolo, ki je bila že takrat velik ponos domačinov, in povprašal nekaj otrok iz male šole. Med njimi so bili tudi Neli Kovic, Uroš Marušič, Lučana Marušič in Loredana Leon, ki jih vljudno vabim v mojo družbo. Prosim, če ste tukaj, se mi lahko pridružite. Kar pogumno, ja. Še malo večji aplavz, lepo prosim, da pridejo srečno tukaj pred oder. Dobar dan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Dobar dan. Bomo začeli kar z damami, če lahko. Zdaj, imate kakšno tako zgodbo? Preslišal sem vaš ime prej. Lučana. Gospa Lučana. Imate kakšno zgodbo mogoče? Se spomnite tega intervjuja iz leta 1973? Ne, tega se ne spomnim. Me veseli. Se ne spomnite tega intervjuja? No, ne vam malo mogoče namignem, mogoče se boste spomnili. Novinar vas je vprašal takrat, bili ste mala šola, stari ste bili 6 let, ne, če se ne motim. Razen če kdo malo šolo padel, pa je mogel ponavljati, ne vem. A ste tudi 6 let si stari? 5 let. No, v glavnem, novinar je vprašal, kaj boste postali, ko boste veliki... A ste prebrali? Sem prebrala. Odlično. Zdaj, gospa Neli, to, da veste, kaj ste rekli, vi ste rekli takole, rada bi hodila kot poklic kar v šolo, ja, če bo pa kdaj konec, bi šla pa na morje. Zdaj, gospa Neli, a hodite še v šolo, ste še na morju, kako je zdaj? Ja. S čim se ukvarjate danes? Ja. Ste napovedali pravilno ali ste šli čisto na drugo smer? Skoraj ne. Ugotovila sem, da mi je bolj všeč sneg, tako da rajš hodim smučat, delam informatik sem, tako da nisem. Se pravi, po poklicu pa informatik. Tako. No, dobro, neki mogoče povezave pa je šolo. Gospod Uroš, vi veste, kaj ste takrat povedali novinarju? Ja, se spomnim, ja. Se spominjate? Ja. Dober spomin imate. Pa moram povedati, kaj sem povedal? Bom jaz povedal. Ja. Rekli ste, da boste ostali na kmetiji. Točno. In se je to potem zgodilo, ali 100% mimo. Klinc pa tak novinar. In kaj ste zdaj danes po poklicu, če se ukvarjate, da ste vprašali? Po izobrazbi, mislim, imam izobrazbo, ki je najbolj redka, verjetno v Sloveniji, sem ekonomist. Delam na banki. Lahko povem pa še eno anekdoto v zvezi s tistim kmetijstvom. Lepo prosim. Spominjam se namreč, kako se je to zgodilo v šoli. Ko sem prišel domov, sem doma povedal, ne, tako in tako, vprašali so nas, kaj bomo, ko bomo veliki, in jaz sem rekel, da bom kmet. In je rekla mama, a ja, in katero zemljo boš obdeloval? Ker namreč smo bili navadna delavska družina in imeli smo vrt in eno njivico in to je to. Ne. No, ampak vseeno, danes upravljate
poklic, ki je seveda spoštovanja vreden. Gospa Lučana, to so pa mi dva, ne? Vi ste pa rekli takrat, da boste pa kuharca. Ja, vse drugo ste dali. Pa ste kuharca? Ne. Kaj pa? S čim se V ukvarjate? šolstvu delam. V šolstvu? Ja. Pa se dobro počutite? V redu, ja. A tudi tukaj prav? Ne, v Patice? v zamejstvu. A, v zamejstvu. V redu. Se pravi, kuharca niste, ampak znate pa dobro kuhati, ne? Tisto jaz sem videla. No, mislim. Imate mogoče tudi kakšen spomin na praznovanje 1. maja? Ja. Kakšna anekdota mogoče? Lahko je tudi pred kratkim, sej. Ne, pred kratkim ne. To je leta 82, ko je bil glavni gost Stane Dolant. In si je bila proslava v Dolinci, sem mogla pripeti rdeč nagelj. Ko sem prišla do predsednika Dolanca, mi je nagelj padel na tla. Trema. Ja, tudi to se dogaja, bilo vam je oproščeno, predvidevam. Upam, da ja. Pa ste ga pa pobrali, pa je Dolancu dali potem... Ja, seveda. Kaj pač pa ne, niste zamenjali. No, zanimiva zgodba, jaz sem mogoče še malo premlad, da bi se spomnil toliko teh ljudi, ampak vseeno. Gospa Loredana, vi ste pa rekli, da boste postali zdravnica, ker bi radi drugim dajali injekcije. Zdaj pa, če ste zdravnica, me stran stopu, a se še drugim ukvarjate. Ne potrebno. Ne, ker jaz se igel bojim ga hudič v križu. Ne, nisem zdravnica. Niste? Dobro. Ne. S čim se pa ukvarjate? Je pa v žlahti, imam zdravnico, no. Od moža, sestra. Pa ste veliko društva, kaj? Ja, kar ja. Ne, ampak ja, takrat sem res rekla, da bi rada bila zdravnica, ne vem pa odkot meni to, da bi drugim dajala injekcije, da bi me to zveselilo, ne vem. Samo je bilo pa pol tako, da... Zdite se mi zelo prijazni, ja. Da mama mi je enkrat pa rekla, ko sem rekla, ne, da bi šla pač za zdravnico, ne. Je rekla, ja, veš, sam to je v Ljubljani šola, ne, stop. Loredana me ne bo šla v Ljubljano. Ja, in tanto sem šla. Evo, jaz živim zdaj v Kamniku. No. Ja, tako se pač zgodi. En aplavz za Kamničanko. Jaz bom rekel najlepša hvala za vse te vaše zanimive zgodbe. Očitno pač življenje včasih malo potegne svojo pot, kljub temu, da kot otroci planiramo nekaj, ampak potem se zgodi nekaj drugega. Pravijo tako, da človek obrača, Bog obrne. Tako da iskrena hvala za sodelovanje, lepo se imejte in lep dan še naprej. Hvala lepa. Gospod bivši župan pa je prejle že omenil, da je tukajle v Big Bandu najstarejši žurer, ali kako lahko rečem, gospod Silvo Proše. Ja, zdaj žurer, tisti žur je že bolj k žu. Ja, no, ampak meni, da včasih ste praznovali, to je bilo žurka do ene kaj, koliko, par minut po polnoči ali do kdaj to trajalo? Tista polnoč je bila včasih tudi do 4. Aha, do 4 zjutraj? Ja. No, ampak potem, omenil pa tudi gospod bivši župan, da ste pa odigrali tekmo, ne? Se pravi, ste igrali med Laposi in pa organizatorji prireditve, če se ne motim, ne? Ja. Razmišljate danes, da bi tudi ponovili, mogoče med, ne vem, organizatorji pa Big Band? Ja, mogoče? danes lažje, mislim, jaz rečem, da lahko samo bo igrali drugi, ne? Aha, katero pozicijo ste pa takrat igrali? Dost pozicij ni bilo, ne? Tisti, ki je bil zmatran, je bil bolj od zadnje. Zmatran. Kaj pa recimo, znate že kakšen napev mogoče, kjer je bil najbolj prepoznaven hit, popularen hit v tistih časih, kaj ste najraje igrali? Jaz vem, da tle se je zaigralo vedno na začetku prvih, se je igrala La Paloma. Zaradi tega, ker je bil tle en saksofonist, ki je žal lansko leto preminul in on je zaigral po vseh hrazdih in lipah v Patjem selu, kde v takem višnem cajti, ne? In so to pesem vsi poznali in tudi njega. In najbolj smo mi tisto pesem tudi zaigrali vedno.
Vse na začetku. Mogoče kakšen par taktov? Gremo povedati, Skladba. Jaz bom igral še pol. Boste pol. Ja. V redu. Potem pa, gospod, Proše, najlepša hvala. Ne, jaz bi še nekaj povedal glede vremena. Vista se je lepa. Tle ni prvič dež. Tudi zadnjič ne dež. Na enem dnevu je bilo 5, 10. Smo čakali do 10, ali bi za ples igrali, ne, ta del je šel že mimo, ne? Ja. In smo čakali, ne drževalo. In potem se je nekako sklenilo, da gremo. So spravili inštrumenti, jaz ne vem, zakaj se je meni tisti krat toliko mudilo, da sem šel ta prvi. In potem pripeljem do Mirna in tam so že stali 3 avtomobili pred mano in policaji so ustavljali. Medtem, ko smo čakali, nismo držali usta odprta, odvili dež, ne. So se mi kar zatresle malo noge in niso čakali za pihati, Ja. ker pihal sem že prej, ne zadost. So mi samo rekli, lapos nazaj boste igrali. In ne vem, lahko da se kakšen se spomnim, 10:30 smo začeli igrati za ples. In plesalci niso šli v polnoči domov. Niso, ne? In tudi mi ne. Odlično. Gospod, Proše, najlepša hvala, da ste podelili te spomine z nami. Pa rečemo, da bomo današnji dež pregnali z glasbo, tako da Big Band Nova, izvolite, beseda je vaša. Ena po ena, bolj težko nimam take zuma. Ljubim te, slovenska govorica, ljubim bolj kot žuboreči vir, bolj kot pesem, ki jo drobna ptica poje v jutranji svečani mir. Ljubim te, slovenska govorica, kadar te povzdigajo moži, sveta narekuje te pravica, neustrašeno za dom srce. Odreveni gibka mi desnica, jezik mi prirasti na nebo. Ako te, slovenska govorica, kdaj pred svetlom zatajim plašno. Sladka materina govorica, lepa mimo zemskih vseh glasov, mojih misli in čutil glasnica, tvojo bli me zadnji blagoslov. Mojih misli in čutil glasnica, tvoja bli me
Ja, szóval most menem ott. Menem most ott. Thank you.
bele. Moja. Lepo pozdravljeni, srečen 1. maj. Ne čakaj na maj, ampak maj je tu. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj, saj lička so rožniti cveti, v oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj marti zeleni prav, srce nič ne čaka, bije tik taka, kliče ljubav, zakaj čakala bi na maj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti do sonce in rože zakaj, saj lička so rožniti cveti, v oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj marti zeleni prav, srce nič ne čaka, bije tik taka, kliče ljubav, zakaj čakala bi na maj? Hvala. Tu sta, zdaj, tu je. Druga pevka. Kadri tvoja pot od tod, slovesa naj ne zmotijo, v zadnji kupi vina naj ne bo belina, le opor močan, ko gre tvoja pot od tod, slovo naj bo objem dveh rok, morda si kdaj na poti prideva nasproti,
Od tam, kjer sem doma, veter nosi mi pozdrav zgora. In sedaj spet vedem, je nekje še sreča, tam, kjer sem doma. Saj tam, kjer sem doma, tam je mnogo vedrega neba in poti povsod te vodijo gozdove, tam, kjer sem doma. To je kraj želja in san, te pa minejo, kakor vse. Morda kdaj pozabim plan, ne pozabi ga srce. Saj tam, kjer sem doma, z vinom pride pisem do srca. Reka pa odplavlja vse skrbi in žalost, tam, kjer sem doma. To je kraj želja in san, te pa minejo, kakor vse. Morda kdaj pozabim dan, ne pozabi ga srce. Tako, dame in gospodje, prišli smo do konca današnjega uradnega prvomajskega srečanja v Opatjem selu. Upam, da ste uživali in boste ostali še naprej z nami ter se zabavali v nadaljevanju današnjega prazničnega druženja. Hvala vsem nastopajočim in danes so bili z nami Big Band Nova pod taktirko Blaža Pahorja. Pevska zbora Moški mladinski zbor Kras ter pevska zasedba Glas pod mentorstvom Pavla Pahorja. Z nami so bili solisti trio Ledive, Anika Horvat, Mojca Rusjan in Aleks Volasko, dame in gospodje. Iskrena hvala vsem organizatorjem, vsem, ki ste pomagali soustvariti današnje druženje. Organizatorji so Turizem Miran Kostanevica, Občina Miran Kostanevica, Krajevna skupnost Opatje selo, Društvo žena Žbrince Opatje selo in Opajska mladina. Lahko jim zaploskamo, prosim.
Velika zahvala gre seveda tudi sponzorjem, ki so podprli slavnostno obeležitev ene največjih regijskih prireditev na Primorskem. Sponzorji današnjega dogodka so podjetje Komunala, Nomago, Marušič DOO, Afit Ciciban Miren, Intra Lighting, Agrimar, Urdih Transport, Polavi Logistika Polavček, Grafika Soča, Meblo Jogi in Radio Robin. Prosim za en aplavz za vse današnje sponzorje. Dovolite, da vas seznanim še z dogajanjem v nadaljevanju, ki ga absolutno ne smete zamuditi. Ob 4:30 se bo pričela zabava za otroke v družbi ekipe Fuldoro v zadnjem delu šotora, tako da otroci vsi lepo vabljeni, da se udeležite te zabave. Vsi ste vljudno vabljeni na bogat srečelov, ki so ga za obiskovalce pripravile žbrince iz Opatjega sela. Pozor, vsaka srečka je dobitna, prodaja oziroma nočevanje srečk se začenja takoj po uradnem delu. Pohitite z nakupi, saj je količina srečk omejena. Dovolite, da vas malo namamim in vam omenim glavne nagrade, in sicer enkrat enodnevni izlet za 2 osebi in 2-krat enodnevni izlet za 1 osebo, ki jo podarja turistična agencija Porton iz Mirna. Vabljeni ste, da obiščete stojnice, kjer lahko kupite lokalne dobrote in obrtniške izdelke. Najmlajši pa se lahko seveda posladkate pri ponudnikih sladkorne pene in pa kokic. Danes je praznik in je seveda tudi to lahko na meniju. Za pogostitev s prvomajskimi dobrotami iz Žara so poskrbeli predstavniki nogometnega kluba Adria, ki v začetku septembra prav tako praznujejo 50 let delovanja. Danes ne brcajo žoge, temveč skrbijo za dobro hrano, zato jih nujno nagradite z obiskom. Z nami sta tudi ekomaskoti, ne vem, če ste jih že opazili, Beluško in pa Mirna, ki jo lahko opazite na prizorišču. Vedno sta nadvse živahni in prijazni, hkrati pa zelo dosledno pazita na zeleni red, vabita k odgovornemu odnosu do okolja in k ločevanju odpadkov. Hvala za vašo podporo njunim prizadevanjem. Ob 5 ne zamudite zabavnega programa s Tilnom Artačem. To je oseba, mlad fant, lep, simpatičen, a kaj ko ima za en drag program. Ampak vse, lahko ostanete in ga poslušate. Potem, okoli 18. ure, pa nadaljevanje glasbeno-plesnega druženja z eno, poleg Laposov, najbolj zvestih glasbenih skupin v 50 letih praznovanj v Opatjem selu, in sicer Bel de Jour bo nocoj z vami do poznih oziroma zgodnih jutranjih ur. In ne pozabite seveda na koncu vzeti s seboj izvirnega spomina na današnje druženje, rdečega nageljna iz papirja. Za vse nas so ga ročno izdelale srčne dame, ki so, tako rečemo, duša tega prostora in dogajanja v Opatjem selu preko celega leta. Opajske žbrince, iskrena hvala tudi vam. Ko pridem domov, ves truden od dela, tihe in dobre so moje oči, v duši čutim to veliko stavbo, ki jo gradimo delavci. V duši čutim vse ljudi. Spoštovane in spoštovani, današnjo slavnostno prireditev smo pričeli in končali z verzi, ki so bili del programa prvomajskega srečanja v Opatjem selu leta 1972. Enako lepo so zveneli tudi danes, po 50 letih, še vedno aktualno. Naj vas spremljajo kot povabilo k povezovanju in sodelovanju še lepše in bolj varne prihodnosti. Hvala lepa za vašo pozornost, uživajte v prazničnem dnevu, naučite se dobrot, dobre volje in dobre glasbe.
Anika, bi bilo lepo, če se zglasiš pri naju na odru, če boš slišala. Šest. Anika Horvat, prosim, da se oglasite pri blagajni 11. Anika Horvat, prosim, da se zglasite pri blagajni 11. Gledaj. Anika. Že gre. En aplauz za Aniko Horvat, dame gospodje. Anika je šla že po nakupih namreč, ne? Če se ne motim, tiste štanti tamle, vidim, da so te prevzeli. In da prihajaš nazaj še boljše volje. Jaz se upravičujem, sem šla že po palačinko. A je bila fajna zdaj? Glih en gris sem naredila. Svobodno sonce ne sije danes, ampak v naših srcih zmeraj. Kaj ne? To pa ni bil velik ja. Kaj ne, da je v naših srcih sonce? To je pa še boljše. Sanjam deželo, ki pravični mir pozna. Dolga je cesta, po kateri prideš tja. Ta pot je brez konca, a vodi naprej. Premnoga življenja ugašajo ob njej. Vrste junakov zamudile so pokoj. Mati za manje položila cvetje v tov. Žaluje še zemlja, obita s krvjo. Svinčino je morje, želizno je nebo. Svobodno sonce naj sije sprit nad načelom in nad svet. Svobodna pesem za vse ljudi. Svobodno renje naj ne glasi. Mrtvi zvonovi so bili brez zaklonišč. Zadnja svetloba bo razuma vede blišč. A človek ne more verjeti v temo. Odprimo za okna in razvijmo se v nebo. Svobodno sonce naj sije sprit nad deželo in nad svet. Svobodna pesem za vse Mostovi, domovi, bolnišnice. Letališča, plesišča, magistrat. stvari izgubljajo imena. Vse bolj kot hiše so brez vrat.
velik aplavz za zbor. En velik aplavz za Big Band Nova. In seveda za Tilen Artača. In velike pevce. Kako? Ja. To pa tako najboljše celo pustiš. Tako si šele. Da nađem nešto.